Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj odpiramo vrata Sorine radijske klepetalnice in v naši družbi tokrat voščimo dobro jutro Vikiju Grošlju, ki velja za enih ključnih osebnosti slovenskega alpinizma in enega najboljših alpinistov na svetu. Viki Grošelj, ki alpinizem doživlja kot pustolovščino v najbolj plemenitem in pozitivnem pomenu te besede, pa ni le alpinist, ampak tudi planinski vodnik, gorski reševalec, športni pedagog in pisatelj, za katerega pravijo, da odlično združuje vrhunske aktivnosti s pripovedovanjem zgodb. In veseli smo, da bomo nekaj teh zgodb lahko ujeli tudi danes, v tem ponedeljkovem jutru. Viki Grošelj, dobro jutro in dobrodošli pri nas. Dobro jutro tudi vam in vsem poslušalcem. Leto 1967 je bilo menda usodno za vas in vašo ljubezen do plezanja na domači, lahko rečemo, Šmarni gori se je pravzaprav vse začelo. Kako je pravzaprav nastala tale zgodba? Zdaj Šmarna gora je pravzaprav, lahko rečemo, ena taka ljubljanska izletniška točka, ne ravno plezališče, ali pač? Šmarna gora je nekakšen ljubljanski Ljubnik, tako da smo ravno v Škofji Loki. Ne gre toliko za Šmarno goro, kot gre pravzaprav za Grmado. Na njenem zahodnem delu so na tem jugozahodni strani pravzaprav so neke skale visoke tam 10, 20, 30 metrov, ki že v času med obema vojnama je bilo tam plezališče ljubljanskih alpinistov, ki so tam seveda nekakšen plezalni vrtec, kjer so vadili pač te, aktivnosti v vertikali, in v 6. razredu osnovne šole sem jaz po naključju naletel nanje tam, videl, da se nekaj dogaja v tih skalah, pa šel vprašati, če se jaz lahko temu tudi pridružim, ne. So rekel, seveda ni problema, in kakšno uro kasneje sem postal član alpinističnega odseka Ljubljana Matica, ne. Relativno zgodaj, torej 6. razred osnovne šole, k sreči pa sem takoj pravzaprav začel s tem pod skrbnim nadzorom teh starejših, že bolj izkušenih, in to je bila velika sreča, ker tista prva 3 leta so najbolj nora v alpinizmu in takrat je dobro, da kdo malo popazi nad. Kako je potem tale prva ljubezen, tale prvi stik s skalo postal tisto, kar je zaznamovalo vaše življenje? Kako se je zgodila ta ljubezen, ki še kar traja in traja? Ja, lahko rečem skoraj enako intenzivna. Že po nekaj tednih, da ne rečem, kakšno mesecu, 2 sem videl, da bo ta ljubezen ali pa nagnjenost do tega, ne, veliko bolj intenzivna in bo dlje trajala, kot so pa tiste otroške igre, ki smo se jih takrat šli. Kot se reče, tako sem noter padel, da nisem razmišljal ne o poklicu, ne o čemerkoli. Sem tako vedel, da bom vse življenje plezal, ne. To so bile za moje starše kar hudi trenutki, ne, pa so mi potem nekako dopovedali, da mora človek imeti poklic. Sem rekel, ok, da bo mir pri hiši, kakšen poklic, oče je mizar, tudi jaz bom mizar, in samo, da bo mir doma, ne. In potem se je res zgodilo celo malo, v tisti času sem bil bolj povezan s Škofjo Loko, namreč tu pri vas sem naredil tako poklicno šolo, kot potem tudi delovodsko, ampak nekako nisem se pravzaprav videl, nisem bil tako ročno spreten kot moji sošolci, pa sem potem pri 24 postal bruc, ne, na takrat visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani, in potem po 2 letih začel z delom športnega pedagoga na osnovni šoli Pirniče, to je v neposredni bližini Turnca, se spet vračamo tja nazaj, kjer sem pa vstal pravzaprav do upokojitve. Tako da sem se vsak dan v službe vozil mimo Turnca, in če sem imel kaj časa, sem šel še malo potrenirati. Tako, spotoma. Zdaj sami pravite, da je alpinizem pustolovščina v najbolj plemenitem, najčistejšem in najbolj pozitivnem pomenu te besede. Kako vi pravzaprav vidite, doživljate alpinizem, oziroma ga predstavljate tudi ljudem, ki vas o njem sprašujejo? Alpinizem je raziskovanje. Najprej raziskovanje neznanega sveta, po drugi strani pa tudi raziskovanje tvojih slabosti ali pa sposobnosti, ne. In ko nekaj iščeš, tiste skrajne meje teh sposobnosti in jih ob tem dvigaš,
je alpinizem zame nekako najlepša, najboljša prispodoba vsega tega. Ne. In to, da nekako se učiš, ne, skozi to, spoznaš pravzaprav, kaj zmoreš. Ne. Ravno prej, ko smo se pogovarjali, pri minus 30, ne, se ti zdi, da boš takoj umrl in zmrznil, ne, ampak če potem nekako to iščeš, raziskuješ, vidiš, da človek lahko zdrži veliko več. No, ampak hočem reči to, alpinizem je mene zelo naučil, nekako me postavil v ta svet takšnega, kot pač sem, in mi seveda pri tem zelo pomagal. Jaz sem imel občutek, ne, ko sem iskal te meje svojih sposobnosti, da sem saj na enem področju relativno dober. Ne. In to mi je tudi potem v življenju zelo pomagalo. Ne. Če veš, da si nekaj obvladaš, si tudi na drugih področjih nekako zelo samozavesten. Ne. In to je še en dodaten plus pravzaprav tega mojega gorniškega udejstvovanja. Torej, samozavest, zdrav način življenja in pa seveda tudi kupica prijateljev, ki jih človek ob tem dobi tako doma, kot tudi po svetu. Natančno tako, da pri zdravem načinu življenja bova mogla kakšen pomislek imeti, ne, vendar alpinizem je zelo nevarna dejavnost, predvsem pa nekaj, ne, vsak ekstremen šport, ne, je zdravje škodljiv. Bodimo si na jasnem, ne? Pri nas, ko je v zastavi, ko včasih celo človeško življenje, je to še bolj nekako izrazito. Ne? Ampak to je pač to. Jaz trdim, da je alpinizem nekakšna prispodoba življenja samega, ne? Z veliko lepimi stvarmi, tudi kakšnimi tragičnimi, nekako nihaš, ne? Od zmagoslavja v tragedije in obratno. No, če sva že pri prijateljih in zmagoslavju, pa si bova zdajle privoščila tudi eno prijateljsko. Za prijatelje si je treba čas vzet, se poveselit in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Priden v noč se zlije dan, preden življenje nam obrne drugo stran. Poglejmo si še enkrat v oči, stisnimo si roko in priznajmo si glasno, da za prijatelje si je treba čas vzet, se poveselit in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Imeti sam, moraš jo znati razdeliti še drugam. Z vrhov gora, od tam, kjer smo doma, naj sliši se v svet bitje našega srca. Saj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveselit in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje si je treba čas
suze, se pa veseli in kaj zna potrdi, nagnimo vrstastjo, ko prej nikoli še. Saj za prijatelje je dobro le najboljše. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Okna v svet v aprilu skupaj z nami na stežaj odpira M-Sora. Na stežaj odpiramo vrata danes v svet alpinizma in tudi v Himalajo. Tja na tiste vrhove, kamor noge običajnih smrtnikov ne stopijo prav pogosto, tja namreč najdejo pot le najpogumnejši. Med njimi tudi naš tokratni gost, Viki Grošelj, in če sem že omenila Himalajo, ta je ena taka, lahko rečeva, vaša ljubezen, še posebej Nepal. Kako pravzaprav se spominjate svojega prvega prihoda v to mogočno gorstvo? Ja, jaz sem takoj, ko sem se začel ukvarjati z alpinizmom, sem začel tudi intenzivno brati skozi branje knjig, predvsem gorniških, ali pa veliko jih je bilo, sem začuden spoznal, da Šmarna gora, kjer sem začel spet, sploh ni najvišji vrh na svetu, da imamo celo v Sloveniji kar nekaj višjih. Še toliko bolj me je presenetilo to, da v Evropi gore segajo skoraj 5000 metrov visoko. Naravno šokiralo me je pa dejstvo, da se na tej višini himalajske šele začenjajo, da je Himalaj edino gorstvo, kjer vrhovi segajo več kot 8000 metrov visoko. In v tisti nori najstniški glavi, ko niti ne veš, kdo si, niti kaj bi rad postal, me je preblisnila neka ideja, da je bilo fajn to gorstvo enkrat v življenju videti na lastne oči. Te želje sem se kar malo strašil, kajti takrat je bilo potovanje v 60-ih letih prejšnjega stoletja v sosednjo Avstrijo ali pa Italijo pravi podvig, kaj šele na drugo celino. Ampak po 9 letih kar tega intenzivnega gorniškega življenja se mi je ta želja izpolnila na najboljši možni način. Postal sem najmlajši član 6., takrat smo jih še šteli, jugoslovanske himalajske odprave, ki je imela za cilj splezati na Makalu, 5. najvišjo goro sveta, in takrat se mi je to res uresničilo, da se mi bolje ne bi moglo. 10. oktober 75, drži? Tako je, takrat sva z Ivčem Kotnikom stopila na vrh Makaluja kot 3. naveza. Od 21 članov odprave nas je 7 takrat doseglo vrh, in sve to za 2 himalajska zelenca, pravzaprav kot sva z Ivčem bila, se ne bi moglo lepše končati. Šlo je za prvi jugoslovanski, avtomatično sve tudi slovenski, se smo člani odprave sami Slovenci, 8000-čak. Šlo je za prvenstveno smer preko južne stene, kar seveda nekajkrat več šteje, kot če bi ponavljali katero od že preplezanih smeri. In seveda prišel sem na vrh, ne samo da sem Himalajo videl, nekako jo okusil tudi, se srečno vrnil v dolino, in ta odprava, takrat še nisem niti slutil, je bila na nek način zelo prelomna v mojem življenju. In naslednjih četrt stoletja, dejansko 26 let sem se bolj kot ne ukvarjal s temi najvišjimi gorami sveta. In Himalaja vam je pravzaprav postala, lahko rečeva, skoraj da drugi dom? Ja, res je. Tista želja videti jo enkrat se je zdaj spremenila v to, da zdaj mislim, da v Nepal odhajam 60-tič, pa če zraven štejem potem še Pakistan, ki je tudi del Himalaje, pa Tibet. Več kot 70krat sem bil v Himalaji, nekako res na vse načine preizkusil tiste meje svojih sposobnosti in se skozi to tudi zelo navezal na njo. Gore so itak najvišje, najlepše, najbolj zanimive, so pa tudi ljudje, ki živijo pod njo, izjemno zanimivi. Tako da tako malo šalim ali pa zares rečem, da je recimo Nepal, ki leži v srču Himalaje, zame absolutno najlepša dežela na svetu, takoj za Slovenijo, da ne bo pomote. No, ste Slovenec z največ preplezanimi 8000-čaki. Kaj vas vedno znova vleče tja gor na te ekstremne višine, v ekstremne razmere, kot lahko prebiramo v vaših knjigah? Tam zgoraj ni tako kot na Triglavu poleti.
Ne, ni, ampak tudi Triglav je bil zame v začetku strašen izziv, no, ali pa še celo pred Triglavom, ne, ko sem začel plezati šel prvič v gore, ne po markiranih poteh, ampak neko lažjo smer s svojim vrstnikom, ne, so je skušala preplezati, pa je bila samo druge težavnosti stopne, ne, komaj svojo zmogla, niso potem našla se stopa in so se po isti smeri vračala. Meni se je takrat zdelo, da nikoli še ne bom plezal višjih težavnostnih stopenj kot je druga, ne, ampak jasno, potem se razvijaš, ne, in vsakeč pomikaš tisto mejo malo navzgor in na koncu spoznaš, da ni pravzaprav nemogočih stvari, ne. Tudi če ti kdaj ne uspe, se pa lahko iz tistega neuspeha pa ogromno naučiš, ne. To je posebej značilnost za te himalajske odprave, če ti na vsaki drugi uspe doseči cilj, ne, torej priti na vrh, je to že izjemen rezultat, ne. Ampak, kot pravim, včasih se na neuspešnih odpravah naučiš več kot pa na uspešnih, ker poskušaš čisto do skrajnih meja svojih sposobnosti. No, kako pa je na takšni višini, v takšnih ekstremnih pogojih sprejemati odločitve? Ne? Včasih je treba tvegati, včasih pa, če rečem po domače, imeti pamet, pa pravočasno obrniti, ne za vsako ceno tvegati cilja ali pa enega koraka preveč, ne? Težko jih je sprejemati, ne. Gor prihaja tudi do torej pomanjkanja kisika, ne, takrat, ko ga ni dovolj, tako se počutiš kot malo pijanega ali pa se moraš nekako dopovedovati stvari, ki jih drugače delaš avtomatično, ne. Na začetku sem imel srečo, da sem bil dovzeten za kakšen nasvet mojih kolegov plezalskih starejših, ki so te izkušnje že imeli, ne. Saj veste, pri 23 letih misliš, da si najpametnejši na svetu in za nič na svetu ne boš kogarkoli kaj vprašal. Imel sem pa ta občutek, da sem jih malo poslušal, si izoblikoval neko svoje mnenje vsem skupaj in potem na tisto nalagal te svoje lastne izkušnje in skozi to pridobil, zdaj zaenkrat lahko rečem, to v narekovajih modrost, da sem se nekako dobro odločil, ne. To pomeni, narediš neko, oziroma zgradiš si neko intuicijo, neko občutek, ki mu potem slediš. In res je, kot pravite, včasih je izgledalo tako, da je vrh na dosegu roke, pa sem nekako odnehal, pa včasih je izgledalo, da nimamo niti najmanjših možnosti, pa sem nadaljeval, pa tudi uspel, ne. In vse, kar lahko rečem, je, da sem se zaenkrat na teh stvarih dobro odločil. Če se ne bi moral povabiti kakoga drugega tule v studio, ne. Je pa, no, če ste že omenili, da bi morali povabiti koga drugega takole v studio, verjetno zelo težko puščati prijatelje, pa čeprav na kraju, ki so ga imeli najraje. Ja, seveda, ne. To je, jaz tudi v tem kraju, ki so ga imeli najraje, imam svoje mnenje, no, nihče ne gre v Himalajo zato, da bi tam ostal, ne. Pa tudi, če je tam še tako lepo, vsi se strašno radi vračamo, oziroma jaz zase govorim, jaz imam strašno rad življenje, ne. Mogoče ga imam tudi zato toliko tako rad, ker sem bil kar parkrat na tistih skrajnih mejah, ne, in ga začneš bolj ceniti. Drugače pa smrti v Himalaji, to je nekaj najhujšega, kar te lahko doleti, ne. In tisto najhuje je to, da se teh smrti ne navadiš, ne, ampak je vsaka naslednja pravzaprav še hujša, ne. Meni je prav na himalajskih odpravah mi je umrlo 7 soplezalcev in lahko mirno rečem, da so ves čas z mano v mojem spominu in mislih, tako rekoč ni dneva, da se ne bi spomnil na nje. No, zdaj, če sva že morda pri gorah in pri dostopanju, pri osvajanju vrhov, nekako se da iz, ne vem, tudi morda vaših del oziroma del vseh gornikov prebrati misel, da je pravzaprav gora tista, ki se odloči, da te spusti na svoj vrh ali pa ne. A to po vaših izkušnjah drži ali ne? Ne drži. Gore so, gora je del narave, ne, za nekoga kup kamenja, ki mu ovira razgled nekam na drugo stran, ne. Tiste in gore seveda nimajo čustev, ne.
pa jim damo mi s svojimi zgodbami, ko plezamo na nje. Ne. Je pa seveda tiste ovire, ki jih gora predstavlja, ne, treba na nek način spoštovati. Ne. In res je, da ko se gor ti uspe privleči nekam na vrh, ne, ti si skrajno izčrpan in kaj malo spominjaš nekakšnega zmagovalca v narekovajih, ne, ampak takrat imaš res občutek, kot da si hvaležen gori, čeprav, kot pravim, tako malo figurativno to pripovedujemo, ne, da te je spustila na vrh, potem pa jo jasno še poprosiš, da me še dol spust, ne, ker pri nas je ta problem, da ko mi dosežemo cilj, ne, smo pravzaprav šele na polovici poti, treba je varno nazaj dol, kar je sicer nekoliko lažje, kot pa se dvigati, ampak vseeno se zravno zaradi velike utrujenosti, mogoče tudi malo euforije, več nesreč zgodi na sestopih, kot pa pri vzponih. Kakšen pa je razgled strehe sveta? Vidiš ga šele doma, potem, ko gledaš slike na platno, ne? Tam, ko prideš gor, nikakršen razgled, avtomatsko seveda slikaš na vse strani sveta, zato, da bi si pač dokumentiral ta sam vzpon, nobene hude euforije, bolj ko ne olajšanje, da ni treba več navzgor, pa v mene seveda takoj se pojavi vprašanje, kako za vraga bom dol prišel, ne? Kar je pa spet zelo pomembno, da ne narediš kakšne hude napake. Resnično oddahneš si šele takrat, ko si spet v baznem taboru, ne? Do takrat je pa to kar taka, rekel, huda bitka, kjer se pravim, je vsaka napaka lahko usodna. No, midva zdajle ne bova tako zelo usodna. Greva sokoli v južne kraje, potem pa z velikim veseljem greva tudi na 8000 metrov, ne le v Himalaji, še kje drugje, pa pokukava tudi na ostale najvišje vrhove vseh celin sveta. Ostanite z nami. Tam ni zdaj nobene ostaje, folk še vedno pleše twist, tam je morje še zmeri čist. Greva punca v južne kraje, tam ni zdaj nobene ostaje, tam bo šla na karneval, ti boš kraljica, jaz bom kralj. Včasih se zbudim v parku, drugič najdejo me v jarku. Včasih si poiščem klet, vedno mraz je zaznoret. Včasih hočem kaj popit, vedno morajo mi težit. Včasih se mi zdi, da zgubljam čas, ker pri nas je tako prokleto mraz. Greva punca v južne kraje, tam ni zdaj nobene ostaje, tam bo šla na karneval, ti boš kraljica, jaz bom kralj. Včasih grem pred parlament, včasih imaš pol zakrament, včasih se zaslišim klep, ker je dolg cajt zaznoret. Včasih hočem kaj popit, vedno morajo mi težit. Včasih se mi zdi, da zgubljam čas, ker pri nas je tako prokleto. Punca v južne kraje, tam zdaj nobene ostaje, tam bo še vedno pleše twist, tam je morje še zmeri čist.
Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Sokoli smo se odpravili v južne kraje. Na valovih Radia Sora pa ostajamo v družbi Vikija Grošlja in zdaj le tudi odhajamo v južne kraje. Običajno ob misli na jug v našo glavo pridejo spomini na toploto, na vroče, na poletje. Ampak tudi v južnih krajih imajo menda precej mrzle kotičke, le poiskati jih je treba. To ste ugotovili takrat, ko ste osvajali najvišje vrhove vseh celin in tudi v Afriki lahko pošteno zebe, pravite. Ja, na nek način res, ne. Afrika je prispodoba vročine, ima pa svojo najvišjo goro, to je Kilimandžaro, ki meri skoraj 6000 metrov, 5800, mislim še nekaj. V okvir te zgodbe, ne, splezati na vse najvišje vrhove posameznih celin je tam davno nazaj, mislim, leta 1985 prišla tudi Afrika. S kolegom Denom Cedilnikom sta splezala novo prvenstveno smer v stenih Kilimandžara, kar lep del, zgornji del so plezali pravzaprav po snegu, enkrat prenočila in dejansko se po noči temperatura spustila tja na 5-10 stopinj pod ničlo in so tam malo modrovala čez noč, pa se itak ni dalo, ne, da te tudi v Afriki lahko pošteno zebe, samo malo se moraš potruditi, da tak prostor najdeš, ne. Kar pa se tiče juga, ne, o katerem govorite, na jugu je zelo toplo, sam paziti moraš, da ne greš predaleč, ker še naprej od Afrike je seveda Južna Amerika in še naprej od nje je pa Antarktika, ne, to so pa tisti najbolj mrzli predeli našega planeta, ki pa so na nek način, kljub temu, da je zelo mrzlo, izjemno očarljivi. In tam ste celo smučali v enem takem norem podvigu osvojitve najvišjega vrha Antarktike. Tako je, ja. Zelo nekako na hiter način smo takrat s kolegi splezali na najvišjo goro Antarktike, tam sem zaključil tudi ta svoj projekt Seven Summits, oziroma 7 vrhov 7 celin. Zame osebno lahko rečem, da je bila to moja absolutno najlepša odprava v izvenevropska gorstva, zanesljivo ne najtežje bojo za vse ostale tiste himalajske, ne, ta je bila pa izjemno lepa, kajti Antarktika je prvič ekstremno samotna, druga stvar je, da sicer je res predvsem mrzlo, ampak vendarle še na znosnih nadmorskih višinah, kar pomeni, da je dovolj kisika v zraku in zaradi tega te po svoje manj zebe, ne. Tisto najlepše pa je večni antarktični dan, ne. Tam sonce samo enkrat na leto vzide, enkrat na leto zaide. Če se boste kdaj odpravljati, pojete takrat, ko je sonce, oziroma ko je dan, boste veliko več videli, pa pojete tam okrog novega leta, takrat je tam najbolj toplo, temperature se dvignejo celo do -25 stopinj, kar je zelo znosno in se da marsikaj zanimivega početi, ne. Skratka, perfektna odprava, poleg tega smo takrat splezali na Vinson, sem jaz smučal z njegovega vrha, opravil še nekako prečenje gore, tako kot moji kolegi, sicer brez smuči, potem smo pa tam splezali še kar na nekaj okoliških vrhov, ker nam je dovolj časa ostalo in tista potovanja, torej plezanja, hoje, smučanje, nekaj se je nenehno pravzaprav nadaljevalo. Jaz pravim, da smo v povprečju tam spali mogoče 1-2 na dan, ne, ampak ne vsak dan, ampak ti si 2-3 dni si hodil, plezal, smučal, padel skupaj od utrujenosti in nespečnosti, ko si se prebudil, sonce še vedno sijalo in si hiter šel naprej, da ne bi česa zamudil, ne. No, če vam je bilo pri vseh teh vzponih na najvišje vrhove celin običajno vroče, kljub temu, da je bilo zunaj precej pod ničlo, pa je bilo v Avstraliji drugače, no, in to je v bistvu ena od 33 odprav, na kateri ste bili z ženo. Ja, res je. No, na to imam tudi tako zelo lepe spomine. Moram reči, da moja žena ni nek hud hribovec, eden pri hiši je več kot dovolj, ne. Ampak takrat sva pa nekako skupaj odpotovala v Avstralijo. Res je bil to tak prijazen sprehod ali pa pohod na njihovo najvišjo goro, ki meri pravzaprav toliko kot slovenski stol, tamle v Karavangah, okoli 2200 metrov, relativno visoko se tudi pride iz
žičnico, tako da res ni bilo kakšnih hudih težav, ampak vendarle vročina je bil večji problem kot pa mraz, ne, tako da sva šla pozno popoldan na ta vrh, tako da sva ga še v takih znosnih temperaturah, da ni bilo prevroče, dosegla. Na povratku pa potem namenoma prenočila 50 metrov pod vrhom, tako da sva tudi postavila šotor, ne, in formalno lahko temu rečemo odprava, ne. Mi je pa na nek način, se pravi, ljubo, da sem bil na eni od teh mojih odprav seveda skupaj z ženo, ki takrat še ni bila postala jasna kasneje, ker je pa ono zelo pomembno, no, nekako vplivala, da sem bil v Himalaju oziroma pri teh svojih podvigih relativno uspešen, no, ker če nimaš stvari doma urejene tako, kot je, in če nimaš podpore, ne, je vse skupaj veliko težje, no, in seveda tle pa gre res velika zahvala ženi, da me je pri vseh, pa so bile kar težke stvari, tako podpirala, ne. Če bi bilo obratno, jaz težko rečem, kako bi jaz to nekako naredil. No. Tako, še dobro, da je bilo tako, kot je bilo. Zdaj, vi ste, lahko rečeva, se lotili 3 projektov, 8 tisočaki, najvišji vrhovi celin. Tretji tak zanimiv sklop projektov pa je bilo smučanje z višine od 0 pa preko 8000 metrov. Kaj pa vas je gnalo na smučke v take višine? Itak sem v bistvu začel z višinami, ne, zame je recimo smučanje, turno smučanje, torej brez žičnic, ne, potovanje, jaz ga imenujem po gorah, je to najlepši del, rekel, alpinizma zame, ne. Potuješ na vrh, greš sicer peš dol, pa ni treba peš in se odpelješ, ne. In to me je nekako spodbudilo, da bi skušal tudi v tem tako imenovanem ekstremnem smučanju kaj zanimivega narediti, in sem potem to razvijal, ne. Potem je pa prišla ideja, ne, da je bilo fino še na nadmorski višini nič narediti, kakšno fajn stvar. Šli smo na severni zemeljski tečaj na smučeh, potem smo pa to pač višine potiskal čim više in nastal je tak projekt, ne. Čim imaš neko idejo, pa projekt je hecna beseda, no, načrt, ne, je potem pot do rekel, izpeljave bistveno krajša, ne, in zame pomembno. Zato sem si te načrte, ideje vedno postavljal, poleg teh, ki ste jih omenili, še kakšen, en je bil tudi ta serija Velikani Himalaje, ki smo jo snemali za televizijo Slovenija, nam je vzela tam 8-9 let in je pa tudi treba zelo sistematično hoditi v Himalajo. En najljubših mi je pa prav gotovo tudi Križ čez Nepal, to je pa zgodba, ko sem v 46 letih pravzaprav prehodil to čudovito deželo v srču Himalaje, od vzhoda do zahoda, od severa do juga, ne, po taki res relativno unikatni poti, ne, dotočil sem se 4 tiste skrajne točke, ki so ena je 67 metrov nad morjem, 200 več kot 8400 metrov visoko, ne, ena je pa tam okoli 4000, ne. Ta križ sem potem delal, kot pravim, 46 let, se mi zdi pa 2 dni, no. Ne, da bi se namenoma s tem ukvarjal, ampak skušal sem vse svoje poti po Nepalu povezati v neko smiselno, logično celoto, in kot pravim, ko imaš neko tako idejo, je potem veliko lažje uresničevati, ne. No, zdaj, če omeniva tale sklop, tale načrt od 0 preko 8000 metrov, vsebuje tudi slovenskega predstavnika, s kar ste smučali po prvenstveni smeri. Ja, res je. To so bili še tisti bolj časi, ko je bilo to ekstremno smučanje v povojih, relativno redko. Ta spust s Krna štejem pa kar med svoje boljše ekstremne spuste, no. Je bilo kar zahtevno, to je daljnega leta, mislim, da 87, ne, ko sem dolgo čakal na neke prave razmere, leta in leta sem hodil, opazoval to steno, preko katero sem se hotel spustiti na smučeh, ni bilo pravih razmer, potem pa enkrat po naključju pridem tja celo brez varovalne opreme, celo brez čelade sem takrat bil, videl sem, da so razmere prave in seveda sem to nekako odsmučal, no, kot pravim. Malo moš imeti srečo z razmerami, malo pa tudi
nekako s tem, da se ti v tistih najbolj ključnih trenutkih ne zgodi kaj nepredvidenega. No, če sva že omenila, da ste Slovenec z največ osvojenimi 8000-aki, pa velja omeniti tudi nekaj, da ste enega od 8000-akov na nek način osvojili tudi na domačih tleh. Ja, to je bila pa v bistvu zaključek te zgodbe od 0 do 8000 na smučeh. Mislim, da zavarovalnica Slovenika takrat, so rekli, da je bilo to dobro proslaviti, ne, in so se sami spomnili na tak zelo unikaten način, so rekli, pa ima še v Sloveniji več kot 8000 metrov visoko, kar z letalom seveda ni noben problem, ampak mi smo si zamislili drugače, ne. Z najboljšim slovenskim balonarjem Avijem Šornom, smo se dogovorili, da bi skušala se dvigniti na višino 8000 v Sloveniji. Jaz sem navdušeno pristal v to zgodbo, seveda je imel vse vzvode Avi v rokah, ker je res mojster svojega posla. Sam sem bil bolj kot ne balast pravzaprav v tem, ne? Če ne bi šlo, bi me lahko dol vrgel, tako kot časa odmetavalo reče peska. Šlo je pa vse skupaj strašno hitro, ne? Vem, da mislim, da v uri in pol sva se dvignila na to višino in se tudi že spustila nazaj. Jaz kisika nisem uporabljal, oziroma imela sva eno jeklenko in sem rekel, to ti uporabljaj, ker ti ne moraš spraviti tudi nazaj dol. Krasno doživetje, še danes imam take zelo lepe spomine, tudi občutil to višino, biti na prostem, ne, na višini 8200 metrov sva celo dosegla, je izjemno doživetje, ne. Vem pa, da sem tistih trenutkov gor, ko sem skušal še malo posnet vse skupaj s fotoaparatom, da mogoče sem celo malo kolabiral v tistem času, no, ampak kakorkoli imam lepe spomine, pa tudi lepe fotografije. Odlično, jih bomo z veseljem pogledali še v kakšni knjižni izdaji, več o njih pa tudi v nadaljevanju. En glas vina mi dej, preko ucт znjerata, dejno malčk se nasmej, kelnerca moja zlaten, cuj sem ljediknu frej. Jaz spet vastu sam sam, kadar štorija konča se, ni lepo se i priznam, a treba je misliti nase, nje skrtko se ne dam. Ma hodi, si že ne ideš, kaj bojiš ga. Svijet se ne bo podral od jebenčenih, ujiš ga ni nobeden še umrl. Ma hodi, an Bog stoj ti ob strani. Preveč rad sem te imel, da bi te rekel ostani, ma da bi vsaj jokat snov. Mrak se nardo je že, ancoj so zvijezda res krasne, moj ti Bog ma jih je, benček jera uhasne, ko s neba z njo umre. Ano malčk manj luči je ostalo za tabo, manj cuj pije se min, cuj jaz vina bi rabo, da bi mi svetla v temi. Ma hodi, si že ne ideš, kaj bojiš ga. Svet se ne bo podral od jebenčenih, ujiš ga ni nobeden še umrl. Ma hodi, an Bog stoj ti ob strani. Preveč rad sem te imel, da bi te rekel ostani, ma da bi vsaj jokat znal. Laj, preveč rad sem te imel, da bi te rekel ostani, ma da bi vsaj jokat znal.
Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Okna v svet v aprilu skupaj z nami na stežaj odpira M-Sora. Ja, tako hitro tečejo minute v dobri družbi. Viki Grošelj, slovenski alpinist, lahko rečemo prava zakladnica zgodb iz Himalaje, nam dela družbo v temle ponedeljkovem jutru. No, če se zdaj dotakneva vaše zadnje knjige, 33 odprav, 50 zvezkov menda hranite z vaših odprav. Eno tako dragoceno zakladnico, ki jo imate spravljeno. Ja, to je kar v svoji delovni sobi. Res je, da sem si vse stvari na teh mojih potovanjih po svetu zelo intenzivno zapisoval, pa nisem drugače prav zelo natančen človek, prej bi rekel malo razpuščen, ne? Ampak tiste stvari, ki me pritegnijo, se mi zdijo pa tako zanimive, da bi bilo škoda, če bi mi ušle iz spomina, in sem si na vseh odpravah pisal delal te svoje zapiske, predvsem zaradi sebe, ne. Kasneje, ko sem videl, da to zanima tudi še koga drugega, po tistih prvih objavah v Planinskem vestniku, ne vem, v kakšnem časopisu, je potem počasi prišel tudi do pisanja knjig, kjer se je pa izkazalo, da tistih 50 zvezkov, mislim, da jih je celo več, je prava zakladnica nekih informacij, spominov, pa ne samo to, tudi tistega, ko na licu mesta ti ne pišeš ta prvi vtis, ne, je takrat sila dragocen, ne? Ker če potem čez nekaj dni razmišljaš o tem, že vidiš in razmišljaš drugače, ne? In moji kolegi, tudi so plezal Stipe Božič, se spomnili, rekel se to, zdaj ti pa to malo zavidamo, ti si bil takrat, mi smo tam ležali, pač nekako prihajali k sebi, ti si pa skozi nekaj pisal in to je na nek način zelo dragoceno, no meni pa tudi olajša, da je to svoje, rekel, pisateljsko delo, ne. Ki je hkrati, lahko rečeva, tudi dobrodelno, ne, z ljudstvi pod Himalajo. Ste ostali v prijateljskih navezah z družino, člana ene, če se ne motim, celo prve odprave, ne, ste ostali še vedno v stiku, se še vedno obiskujete, pomagali ste jim po katastrofalnem potresu? V bistvu sem doživel ta potres v Nepalu leta 2015 z magnitudom 7,8, to je strahovito močan potres, in sem takrat zaradi svoje navezanosti na te ljudi jim skušal po najboljših močeh pomagati in ta izkupiček od teh mojih knjig, ne, in predavanj gre praktično ves za pomoč tem ljudem po tej katastrofalni naravni nesreči, obenem pa sočasno seveda skrbimo tudi malo za šolanje otrok, najprej sinov in hčera, potem pa zdaj že vnukov, pravzaprav teh naših prijateljev, s katerimi smo plezali skupaj, ki so se Angpu se je leta 1979 ponesrečil na naši odpravi, no in s to družino imamo še tak zelo intenziven stik, celo obnovili smo jih hišo, ki je potres podrl. Skratka, v Himalaji me zdaj malo manj zanimajo izzivi, zdaj sem že v poznih mladih letih, ne, ki bi mi pomenili neko plezanje na ekstremne vrhove, ampak zelo pa vidim smisel svojega delovanja pravzaprav po teh humanitarnih stvarih, ki me na nek način izpolnjujejo pravzaprav enako kot pa tisti najlepši, najtežji vzponi, ki sem jih opravil pred leti. Omenili ste zgodnja mlada leta in pri tem velja morda omeniti eno zanimivost, poleg vseh priznanj, ki ste jih dobili za svoje delo. Ste zdaj, ne vem, a še vedno najmlajši, ampak zagotovo med najmlajšimi na seznamu Rock and Ice Stars, ki ga je zasnoval Reinhold Messner. Ja, sem kar najmlajši in očitno še nekaj časa bom, ker na ta seznam vsako leto, mogoče leto in pol, uvrsti kakšnega svetovnega plezalca, ki je po njegovem mnenju na najboljši možni način promovira vrednote tako imenovanega tradicionalnega alpinizma, ne. To priznanje, ki sem ga dobil leta lani, ne, torej leta 2023, je res zame nekako krona teh priznanj, recimo, ki sem jih dobil za svoje delovanje, tudi zaradi tega, ker je prišla iz stroke, ne, in to najbolj strokovnega v narekovajih človeka, no, pravimo mu tudi himalajski papež, ne, torej Reinhold Messner, si je zamislil, da bo pač
naredil ta seznam, ga nekako nabil na steno svojega muzeja v Bolzanu. Zato je pa postavil 3 pogoje, ne, da človek pride na ta seznam. Eden je, da je bil v tistih najboljših letih nekako dovolj vrhunski, da ga je poznal ves alpinistični svet, ampak to je pol pogoja. Drugi del je bil ta, da je znal te vrednote tradicionalnega alpinizma predstaviti širšim množicam, s pisanjem knjig, snemanjem filmov, z inovacijami na področju alpinizma, ne, nazadnje s filozofijo alpinizma. Ne. In to je potem en pogoj, ne, zaključen. Drugi je, da se strinjaš s tem, da si na tem. Zamisli se, da bo vsakega človeka vprašal, če se strinja, in tukaj jasno ni bilo nikomu nobenih problemov. Tretji pa ta, na videz tudi enostaven, pa ni tako zelo, da si star več kot 70 let. Ne. Kar pomeni, da se v tistih najhujših trenutkih ali pa najtežjih vendarle kolikor toliko ob veliki meri sreče tudi dobro odločal, da si dosegel to starost. No. In ko se je to lani zgodilo, ne, ko je dal na seznam zaenkrat kot prvega Slovenca, jaz upam in verjamem, da bo kmalu še kakšen, sem bil jasno izjemno počaščen, tudi povedal, da to priznanje jemljem ne kot osebno, ampak predvsem kot priznanje tudi slovenskemu alpinizmu, skozi katerega sem se nekako naredil, ne. In pa res je, pa ko malo šali vedno dodam, ne, da sem pa res po dolgem času spet najmlajši v neki ekipi, ne. Drugi najmlajši je Poljak Vojtek Kurtika, ki je 5 let starejši od mene. Ne vem, kdaj bo naslednji in koliko bo star, ampak skratka, zelo, zelo prijeten občutek. Seveda pa je tole delček vašega življenja, ki sva ga uspela ujeti v tole urico. Zato sva rekla, da bo tole prvi del in jaz priznam, da se res veselim že drugega, pa tudi tretjega, če bo potrebno. Za danes pa le iskrena hvala za obisk v našem studiu, za vse zgodbe, ki ste jih delili z nami, pa uspešno pot, pa lahek in varen korak vam želim na naslednji odpravi, ki se začne čez dober teden. Dober teden, 20. aprila. Hvala lepa še enkrat, srečno in vse dobro, pa kot rečeno, kmalu nasvidenje.